Takole, torej strah, česa vas je strah? Veste, smešno nekaj govorimo o strahu in ja, ni mi problem priznati to, ne? Ženske smo včasih precej obremenjene z našim videzom. No in če povežem recimo na eno tako izkušnjo izpred enega leta ali pa 2 let, mene je bilo v nekem trenutku strah si iti umiti glavo, pa strah se počesati, ker so se mi lasje zamenjevali in to je bilo toliko enih las, pa še relativno dolgi so, da mi je bilo kar groza me je bila, ne. In tukaj sem potem začela precej raziskovati, kako, kaj, na kakšen način. No, danes bomo govorili o tem, kako pospešiti rast vaših las. Ali če niste zadovoljni s tem, kar trenutno imate, če vam lasje izpadajo, kako torej ponovno zagnati, da bi imeli to lepo, košato grivo, kajti lasje so ena taka precej ženstvena stvar. Dajmo si za začetek pogledati, česa za to, da bodo naši lasje lepi in da bodo hitreje rasli, česa naj ne bi počeli. Za štart, ne? Dajmo si pogledati, torej, katere so tiste stvari. In kot vidite, je prva od takšnih stvari, torej, da ne uporabljate lakov in drugih sintetičnih kozmetičnih dodatkov, ne? Naprimer, greste v prodajalno in vidite, ne vem, nekaj z arganovim oljem, ne? Dajte potem rej poiskati čisto arganovo olje, poiščite čiste surovine, kajti vsa ta sintetika res da zapolni las, ampak to je kemija in ne deluje na takšen način, kot bi vse to torej moralo. In tudi naša frizerka, Tanja, ki torej skrbi tudi za moje lasje, vsak dan zgubi kakšen las, mogoče ona na glavi, ravno zaradi tega, ker ne dovoljujem uporabo lakov in česarkoli, ker to las zapre. Torej, poskusite ne uporabljati lakov, tudi likalnikov, kodralnikov, sem pa seveda spadajo tudi feni. Tudi fen, tist vroč fen, lahko precej poškoduje lase, zato vam priporočam, da lase torej posušite naravno, ali pa če jih ne posušite naravno in če morate nujno uporabiti fen, potem pa pač ne dati na najbolj vroče, ampak dajte na neko tako zmerno toploto. No, tam pa je bilo pravzaprav navedeno tudi to, da si lahko marsikatera ženska prepogosto umiva lase. Tudi to včasih ne deluje ravno dobro. Se mi zdi, da smo v tem času tukaj kar malo obremenjeni, se mi zdi, da z vso to higieno, ne, in pa seveda prehrana. Prehrana je tudi zelo pomembna, kajti na nohtih, na laseh, povsod se pravzaprav pozna, kako mi skrbimo za svoje telo in kako se imamo radi. Če smo sedaj govorili o tem, česar ne početi in če je oddaja Klepet ob kavi usmerjena k rešitvam, potem pa si tale trenutek poglejmo, katere so pa pravzaprav rešitve. No, ena od rešitev, katero sem spoznala kar nekaj let nazaj, je torej uporaba kane. Naravno barvanje, lahko tudi sene, torej brezbarvne kane. In tale trenutek imamo na telefonski liniji že Sonjo Velikanje. Lepo pozdravljena, dobrodošla, se slišimo? Ja, se slišimo, pozdravljeni v studio. Pozdravljeni. Gospa Sonja, dajte nam zaupati nekaj besed o tem, ali lahko, če uporabljamo torej kano, seno, se pravi te barve in te preparate, ki torej prihajajo iz narave, če lahko pospešijo rast las oziroma jih lepo negujejo. Ja, že večkrat smo se pogovarjali o blagodejnih vplivih naravnih pigmentov, ki so v bistvu izhajajo iz rastlinskega sveta. Poleg tega, ne, da te rastline proizvajajo v svojem delu tudi, da te rastline proizvajajo pigmente, proizvajajo tudi ostale zdravilne substance, ki zdravijo našo kožo in lasišče je del kože, poleg tega imajo vitamine, minerale in peptide, ki hranijo tudi ali pa zdravijo naše lastne korenine in prav zaradi tega potem lastni mešiček lahko ustvarja kakovostnejši las in hitrejše to lahko dela. Najlepša hvala, gospa Sonja Velikanje, za te vaše besede in lep pozdrav. Ja. Takole, Sonja Velikanje nam je torej predstavila eno od možnosti in sicer torej uporablja kane in sene, pa tudi indigo. No, mi pa gremo naprej k različnim rešitvam. Ena od rešitev, kako pospešiti torej in
poskrbeti, da bodo naši lasje rasli še hitreje, pa je tudi ta, da uporabljamo torej ricinovo olje. Ricinovo olje je zelo, zelo priznano, tudi arganovo olje, no in seveda tudi, da pazimo na prehrano. Tudi o tem smo že govorili in tale trenutek bomo poklicali gospodično Minko Gantar, oziroma gospo, ki jo že zelo dobro poznate. In Minka Gantar nam bo povedala, katere pa so mogoče tiste surovine, tiste sestavine, ki jih moramo vključiti v prehrano zato, da bi dosegli hitrejšo rast las, torej obnovo, regeneracijo, da bojo tisti lepi košati lasje. Še vedno ne bojo takšni kot z reklame, ker taki lasje, kot jih vidimo v reklami, dajmo roko na srce, taki itak ne obstajajo. Takole, Minka Gantar pa je že z nami na telefonski liniji. Dober dan, živijo Minka. Dobar dan, kako ste kaj? Ja, ful, super fino, fajn. Minka, želim slišati, kako je prehrana povezana z lasmi in katere, recimo, mogoče prehranske dodatke bi lahko potem takem svetovali našim gledalcem. Res je, da smo o MSM-ju, torej kot o žveplu že govorili, pa tudi sicer me zanima, če nam lahko nameniš nekaj besed. V glavnem, dejstvo je, da ključna sestavina pri lepih laseh je kolagen. Kolagen je tisti, ki gradi nove celice, ki obnavlja. In zdaj se moramo vprašati, kako nastane kolagen. V bistvu osnovna sestavina kolagena je C-vitamin. In C-vitamin je tisti, ki lepi skupaj celice, ki deluje na to, da se gradi telo, ampak tukaj pa potrebujemo še žveplo. Žveplo in C-vitamin skupaj delata kolagen. In ko imamo dovolj kolagena, zato deluje ta kombinacija potem dobro na lepe lase, na nohte, na mlajši videz, na bolj čvrste dlesni. Na koncu deluje tudi ta kombinacija proti celulitu in vemo, da v tem mineralu MSM je ključna sestavina je žveplo. Zaradi tega je ta kombinacija pač dobra, kar deluje na lepo, na boljšo rast las. Zdaj, če še pogledamo, katera hrana poleg tega zelo pripomore k temu, da se izboljšajo lase. C-vitamin vemo, v vseh citrusih, recimo zdaj so grenivke, odličen sadež, ki ga lahko vsakodnevno uporabljamo, s tem, da dobimo veliko C-vitamina. Ki pa dobimo ogromno žvepla. Brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, to so križnice. In križnice vsakodnevno bi jih mogli imeti na jedilniku in tisti, ki imajo pa res težave s tem, da se ne obnavljajo, bi pa mogli dodati še prehransko dopolnilo. Odlično. Najlepša hvala, Minka, za te besede in za svoj pogled in recept, torej, kar se tiče prehrane. Hvala lepa. Mi pa bomo že nadaljevali torej z naslednjo možnostjo, kajti radi bi vam seveda predstavili čim več. Torej, če poskrbite za vse, poskrbite za to, da uporabljate torej kano, kadar se želite pobarvati, ali pa da poskrbite za brezbarvno kano, ki pravimo sicer sena, zato da okrepite svoje lase. Ste slišali, da ima precej odličnih učinkovin. Pa če seveda upoštevate prehrano, torej da uporabljate oziroma jeste tisto, ki je bogata torej z organsko obliko žvepla, ki ga sicer v prehranskih dopolnilih najdemo torej v MSM-ju, o katerem smo že govorili in si ga lahko pogledate torej na YouTubeu tudi, če govorimo o posnetku. Je pa seveda še ena možnost oziroma še en način, dajmo si pogledati na sliki, kaj vse smo torej navedli, no med drugim tudi to, da se strižemo oziroma da strižemo konice ob ustrezni luni. Zato bomo tale trenutek poklicali astrologinjo Jasmino Krt, da nam pove, kdaj pravzaprav je super, da si postrižemo lase oziroma postrižemo konice. Jasmina, kaj nam lahko zaupaš? Ja, jaz bom tako rekla, glede na to, da smo del narave, je to zelo dobro, da to sprejmemo, spoštujemo in se s tem uskladimo. Se pravi, da upoštevamo 4-tedenski ciklus lune, v skladu s tem tudi energija narašča v telesu in v univerzumu. Se pravi, če želimo imeti močne, krepke lase, da bodo tudi hitreje rasli, se vedno strižemo v času, ko luna raste. Torej, zdaj bo prazna popa, ko bo začela rasti. Tako. Zdaj ljudemo še počakati ta teden, ker jutri imamo mlaj, potem pa bo začela počasi luna rast in takrat je primerno, da si strižemo lase.
Poleg tega je pa zelo dobro, da upoštevamo tudi, v katerem znamenju je luna. Lev, ne? Lev je tisti. Ja, ampak ne samo lev. Super je, da se recimo strižemo v času, ko je luna v tako imenovanih plodnih znamenjih. To je pa bik, v znamenju bika, v znamenju rib ali v znamenju raka. Super. Najlepša hvala, Jasmina. 4 znamenja, prosim. Odlično, lepo se imej, lepo zdrav, hvala torej tudi Jasmini Krt. Se pravi, kadar luna rase, še najbolj takrat, ko je mogoče tudi bik, torej in pa lev. No, to še ni vse, kaj smo še podali, dajmo si hitro pogledati v tale seznam. Ja, še nekaj smo dodali, ne samo torej prehrana, ne samo torej striženje ob ustrezni luni, dodali smo seveda tudi to, da uporabljamo domače maske za lase in seveda tudi vaje za sproščanje lasišča, to bom pokazala v nadaljevanju. Imamo še minutko, kar dajmo pogledati, kaj bomo torej naredili in pripravili. Narežete čebulo na tanko, čim bolj na tanko, dodate pol žličke limone in potem, ko dodate še te pol žličke limone, dodate tudi med. Ja, tudi med dodate in sicer 1 čajno žlico medu. Dodate seveda lahko tudi MSM, če ga seveda imate, in sicer 1 žličko. Vse skupaj, no se tole bo meni uspel, ko bom odprla. Vse skupaj torej zmešate, potem pa utrete v lasišče in pustite delovati torej kakšno uro ali pa pol ure. Tam nekje od pol ure do 1 ure in boste seveda dosegli ta učinek, da bodo vaše lasje rasli hitreje. Pa kva sem jaz tukaj švoh? Aha, evo ga, mi je uspelo. Takole, če imate še kakšno vprašanje, pa hitro torej pogledajte na www.klepetobkavi.si in naj vam bo svetleje.